Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer poleg izobraževanja za mladino, to so gimnazijski programi pa predšolska vzgoja, izvaja tudi številne programe za izobraževanje odraslih v formalnih in neformalnih oblikah, kakor tudi aformalnih. Nekatere od teh programov smo realizirali v okviru operacije Dvig ravni pismenosti, ki so bili za udeležence popolnoma brezplačni. Saj sta njihovo izobraževanje sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Julija 2010 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013. Na ta razpis smo se prijavili in bili izbrani za izvajanje 20 skupin programa Računalniška pismenost za odrasle in programov v okviru usposabljanja za življenjsko uspešnost. To so programi Beremo in pišemo skupaj, 3 skupine, Izzivi podeželja, 3 skupine in Most do izobrazbe, prav tako 3 skupine. V okviru projekta Dvig ravni pismenosti smo na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer realizirali vse zastavljene cilje in vse prijavljene skupine. V okviru projekta smo prijavili 4 različne programe. Najobsežnejši je bil zagotovo program Računalniška pismenost za odrasle, v okviru katerega smo za izvedbo v 3 letih prijavili kar 20 skupin, ki pa smo jih realizirali 100%. In naša posebnost morda je bila v tem, da smo zelo malo skupin realizirali na samem sedežu gimnazije. Večina teh skupin smo realizirali po krajih, saj imamo tako imenovano prenosno računalniško učilnico in smo tako lahko učenje in možnost pridobivanja znanja približali ljudem na terenu. V okviru programa Računalniška pismenost za odrasle so bili udeleženci tako popolni začetniki, ki niso vedeli niti prižgati računalnika, kot nekateri tisti, ki so sicer delo z računalnikom delno obvladali. Na koncu pa bili s pridobljenim znanjem zelo zadovoljni in predvsem si želijo nadaljevanja pridobivanja znanja z področja računalništva. Bilo več vzrokov, zakaj sem se prijavil. Omenil bi mogoče 3. Prvi vzrok je, da je program izobraževanja zastonj, to je danes zelo pomembno za nas penzioniste. Drugič, bližina, doma je bilo, v domačem kraju. In tretjič, da je bilo to strokovno pripravljeno, tako da sem veliko, ne samo jaz, vsi tečajniki smo veliko pridobili. No, jaz sem nekaj Worda že poznal, ampak sem imel tu težave, veliko stvari je bilo, nisem imel to pripravljeno tako strokovno po mapah, kot je zdaj tole. Veliko pa sem pridobil pri elektronski pošti, e-mailu, tega nisem obvladal. Program Beremo in pišemo skupaj je program, ki je v bistvu podprogram programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost. Program smo izvajali na 2 osnovnih šolah, in sicer na osnovni šoli Cezanjevci 1 skupino in na osnovni šoli Mala Nedelja kar 2 skupini v tem šolskem letu. V vsako skupino so se vključili starši in njihovi otroci, ki obiskujejo 2. oziroma 3. razred osnovne šole. Prav tem udeležencem je program tudi namenjen in s starši smo delali predvsem na tem, kako motivirati otroke za učenje, kako naj bo učenje prijetno, kako sami nadgradijo svoje znanje na najrazličnejše vsebine. Vključena sta poleg mene bila tudi otroka, dvojčka. Imam namreč 4 otroke. Vključena sta sedaj bila 2 otroka, Tijan in Tiara. Vedno se pač odzovem na organizirano, da pridem do novih znanj in spoznanj, ker biti mati ni tako enostavno, ne. Nobena šola ne obstaja, kjer bi nas tega naučili in se še iščemo. Meni je pomenilo
to eno druženje, spoznavanje drugačnosti, mnenj, kako se spopadati z branjem in pisanjem, da je to najbolj učinkovito in da to pač steče in brez kakšnih koli nuje, ne? Da otroci ne občutijo tega kot nujno zlo, da to sprejmejo z veseljem in pač kako jih motivirate, da so uspešnejši. V okviru programa usposabljanja za življenjsko uspešnost smo realizirali tudi 3 skupine programa oziroma podprograma Izzivi podeželja. V vseh 3 skupinah, vsakem preteklih 3 let smo realizirali eno skupino, smo imeli vključene udeleženke, žal se nam ni v nobeni skupini pridružil noben moški. In v vseh 3 skupinah lahko povem, da je bilo izjemno prijetno vzdušje, da sva z kolegico gospo Slavo Šarc, ki je bila tudi součiteljica v tem programu, bili zelo zadovoljni, saj so udeleženke v program rade prihajale, kljub temu, da so morda v začetku imele malo nekaj pomislekov, da smo v programu zelo veliko se pogovarjali, si ogledali številne primere dobrih praks, kaj se na podeželju lahko naredi, v čem je prednost življenja na podeželju. Moram reči, da sem sprva bila zelo skeptična glede tega izobraževanja, ker pač nisem vedela, kaj mi bo prineslo. Danes sem tukaj in sem zelo zadovoljna. Naučila sem se veliko življenjsko pomembnih stvari, kako premagati stres, kako se učiti, kako o pravicah, pa tudi o dolžnosti, o ustavi, ustvariti permakulturni vrt. Predvsem pa sem v tej skupini našla svojo samopodobo sebe in upanje ter moč, ter tudi spodbudo za nadaljnje izobraževanje. Tretji program v okviru usposabljanja za življenjsko uspešnost, ki smo ga prijavili in ga izvajali, je bil program Most do izobrazbe. Tudi tu smo prijavili 3 skupine in realizirali vse 3 skupine. V prve 3 skupine smo imeli vključene udeležence, ki so šele razmišljali o tem, kako nadaljevati šolanje, v kateri program se vključiti, kateri program bi bil za njih najprimernejši, kateri program jim je bil tudi sploh dostopen glede na ceno izobraževanja in možnosti sofinanciranja. V zadnjo skupino pa smo vključili udeležence, ki so bili že vključeni v izobraževalni program, vendar so imeli pri tem opravljanju obveznosti velike težave. Veliko smo časa namenili matematiki, ki jim je bila najtrši oreh, in obema tujima jezikoma, tako angleščini kot nemščini. Verjamemo, da bodo vsi zadovoljni odhajali iz tega izobraževanja kot udeleženci izobraževanja odraslih. In ocenjujemo, da je tudi to in morda celo še najbolj to pomen v programu Most do izobrazbe, da udeleženci resnično gredo skozi program kot preko mosta do svoje izobrazbe. Ob zaključku operacije Dvig ravni pismenosti s tem mesecem ugotavljamo, da smo dosegli tako kvantitativne kot kvalitativne cilje, ki smo si jih zastavili ob prijavi. Predvsem pa nas veseli dejstvo, da smo lahko programe izvajali v domačem okolju. Saj vemo, da v tej krizi socialni in še kakšni, mnogo ljudi ne bi odločilo za takšen način izobraževanja.